Prikazala, kako pristopiti do osebe, ki je nezavestna, preveriti odzivnost, dihanje. Lajki po novejših smernicah več pulza ne preverjajo, ker je prišlo včasih do zmede. Potem pa še prikaz delovanja avtomatskega defibrilatorja, ker vemo, da takojšnja defibrilacija rešuje življenja. Zdaj mi dva pač predstavlja, kako bi ne izgledal nek pristop do osebe, če naredite recimo prav, kar v tem trenutku zdaj na tleh. Bo kolega Peter, boš ti odzivnost po to preveril. Prijemo do osebe, se približamo strani z glavo dol in preverjamo odzivnost. Preverjamo, če ste v redu, malo ga stresamo in potem obenem preverite dihalno pot. Največkrat je srčni zastoj oziroma zastoj tujek. Odprite usta, pogledajte, če kaj noter. Pri otrocih se največkrat zgodi zastoj dihanja zaradi tujka. To meni pogledajte, če je dihalna pot prosta. Potem lajki poslušate dihanje z uhom in gledate prsni koš. Zato se vzamete 10 sekund, ker človek v tem času mora vse enkrat zadihati. Pri odraslih osebah, ko vidite se oseba zgrudila dol, pokličete pomoč in začnete z oživljanjem. Pri otrocih se pa takoj začne 2 minute oživljati, ker je pač manjši organizem. Zdaj mal mikrofon odložil, da bomo izmenično pokazala, kako se masira in kako se da umetno dihanje. Nažalost ne moremo umetnega dihanja usta na usta prikazati na tej lotki, ker je boljše kakovosti, pa ne sme vlaga pridi, tako da bom uživila z profesionalnim balonom. Gremo še enkrat. Torej, prikaz nudenja prve pomoči pri človeku. Gospod, halo. Kaj ne diha? Ne. Okay. Gledam, nič. In potem pokličemo na 112, halo, ja, tam se oglasijo. V Rogaški na Evropski ploščadi se oseba zgrudila, ne diha, smo pa pričeli ga oživljati. Ja, oseba je stara približno 60 let, pa ne diha, ga oživljamo. Evropska ploščad Rogaška, hvala. To so torej osnovni podatki, ki jih moramo sporočiti ob klicu na številko 112, torej za pomoč. Torej, kaj smo opazili, za približno koliko starega človeka gre, moški, ženska, da ne diha, da ne zaznavate znakov življenja, torej poveste, kje je to, da reševalci imajo čim več informacij potrebnih za to, da lahko čim hitreje pridejo do kraja nesreče in pomagajo človeku, ki ne diha, je nezavesten in verjetno potrebuje še kakšno drugo pomoč. Kot smo slišali, Velimirja, je najprej pomemben pravilen pristop do poškodovanega in potem seveda tudi pravilno ukrepanje. Tako oživlja se, ko ste videli 30krat masaža in potem 2 vpiha. Masaža naj bi izgleda tako, da je oseba z rameni pravokotno na prsnico, gleda se pa roke iztegnjene, pritiskamo pa vrh ključnice, pravzaprav vrh prsnice in spodnji rob prsnega koša potipate in približno polovici pritiskate dol. Samo malo, zdaj, če bi dali umetno dihanje, usta na ustna, zatisnete nos, glavo zvrnete nazaj, s tem spustite dihalno pot. Nazaj, popihnete noter. Velikokrat je to mogoče težko, če je neka oseba, ki ne poznate, dajete umetno dihanje. Bistvo je, da glavo zvrnete nazaj. To pomeni 30krat masiramo in damo 2 vpiha. Potem pa sedaj bomo šli kar na prikaz avtomatskega defibrilatorja. Dan danes avtomatski defibrilatorji nahajajo na vseh pomembnejših točkah, javnih prireditvah tudi. To je naprava približno takšnega izgleda, sestavljena iz nalepk pa iz konzole. Vrsta ponovadi samo 2 gumba. En gumb, s katerim se prežge, drugi gumb, če bo potrebno, bo aparat vas to opozoril, da ga stisnete in sproži energijo. Na nalepkah je označeno, kjera gre kam, ta gre na... Tako, ko prižgemo nalepke, ponovadi je zelen gumb,
da se vžge. Zeleni gumb. Tako sedaj nam je povedal, da smo nalepke, da aparat prižgemo. Ne dotikate se pacijenta, analiza je v teku. To pomeni, da se odmaknete, da aparat analizira. Ta čas ne delate na pacientu nič, on Poroča. Takoj začnite z oživljanjem. Nudite 30 masaž srca in nato 2 umetna dihanja. Postopek ponavljate, dokler pacient ne diha. tako predvidevam, tudi aparat daje vsa navodila. Če ni potrebno, on energije ne bo sam sprožil. Popolnoma varna zadeva. Kot ste videli, aparat prepoznal, da ni potrebno energije sprožiti, je potrebno oživljati. Sedaj bomo pa, samo malo, da se program spremenim. Ne dotikate se pacijenta, polnjenje poteka. Tako sedaj pomeni, da polnjenje poteka, aparat se bo Pacijenta in pritisnite oranžni gumb. Tako, aparat se je napolnil, to je pomeni, da je potrebno pacijenta defibrilirati, se temu reče. Pacijenta in pritisnite oranžni gumb. Tako dolgo aparat to ponavlja, dokler se ne odmaknete in ne stisnete šoka. Pravilen postopek stisne gumba za šok je, da vedno glasno in jasno povete, odmaknite se vsi, date gumb prst na aparat in gledate pacijenta, da se noben ne dotika pacijenta. In potem povete, v stran, defibriliral bom, v stran. Dokler pacijent ne diha. Tako, zdaj sem defibriliral. Še enkrat, da preskočimo pač aparat. Ne dotikate se pacijenta, polnjenje poteka. Ne dotikate se pacijenta in pritisnite oranžni gumb. Tako, zdaj bi rekel, vsi v stran, defibriliral bom. Takoj začnite z oživljanjem. Nudite 30 masaž srca in nato 2 umetna dihanja. Postopek ponavljate, dokler pacient ne diha. Vedno vas vpraša, ne? Po defibrilaciji je potrebno oživljati, potem pa spet preverjati, če je odzivnost. Tako, aparat je tak narejen, tudi v realnosti ne morate nič zgrešiti. Aparat vas bo vodil ves čas, sicer to je aparat za trening, ki ne sproži elektrike, zato je malo mogoče tudi komplicirano zdaj zgleda. V realnosti vas aparat vodi celo pot, če je potrebno sprožiti, vas bo ustavil. Se morate pač povedati, da se ljudje odmaknejo, da boste sprožili defibrilacijo, če pa ne, pa oživljate do prihoda reševalcev.